Ljudska zgodba je izvirna glasbena zgodba, v kateri se prepletajo elementi ljudske in sodobne umetne glasbe. Gre za projekt Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. A na odru niso sami. K sodelovanju so v začetku povabili tudi člane mešanega pevskega zbora Vox Carniola z Jesenic in operna pevca Moniko Bohinc in Klemena Torkarja. In kako je Dejan Rihtarič, ki je mesto dirigenta v orkestru prevzel pred 3 leti, prišel na idejo za ta projekt? Spontano. Jaz sem zrasel ob tej ljudski glasbi, oba starša sta pela v pevskih zborih in sem imel res že dolgo željo, da bi prav en taki projekt posvetil pač ljudski glasbi, ljudski pesmi slovenske, ker imamo res eno blazno zakladnico v kulturne dediščine. In tako je prišla ideja, da bi pač se sestavile zgodbice, ki bi bile spletene iz motivov iz ljudskih pesmi in ljudskih plesov. K sodelovanju sem povabil 2 mlada skladatelja, Aleksandra Čonča in Anžeta Rozmana, ki sta vedno bolj uveljavljena skladatelja, ki projekt jim je bil všeč in ona dva sta v bistvu ključni osebi, ker sta potem vse te zgodbe napisala, naredila po svoje. Res eno tako, bi lahko rekel, moderno glasbo, ki ima moderni pridih z raznimi efekti, ki je zanimivo za poslušalce. Kot sam pravi, mu je v čast voditi takšen orkester, čuti pa tudi veliko odgovornost. Orkester ima že 140-letno tradicijo, z veliko zasedbo, kar 60 članov, od tega večinoma mladi glasbeniki. Moram povedati, da povprečna starost vseh članov je le 23 let. In ravno zaradi te energije, tudi izkušeni glasbeniki, to moram tudi povedati, brez katerih seveda ne bi ta orkester funkcioniral. In res je ena taka pozitivna energija v samem orkestru in je prav veselje ustvarjati. V tem projektu mu je uspelo združiti stare in mlade, amaterske in profesionalne glasbenike. In vsak izmed sodelujočih je vesel, da je lahko del te zgodbe. Če jeseniške skupine same med seboj sodelujejo, tudi projekt je lepo zamišljen, tako da smo mi tega sodelovanja veseli že od samega začetka. Tudi Jeseničanka Monika Bohinc, ena izmed naših najuspešnejših opernih pevk, ki poje v Dunajski državni operi, rada ustvarja s svojimi prijatelji. Vesela sem zmeri, ko se domov vrnem in spet v ta svoj krog in fajn je, da skupaj malo muziciramo in tako res lepo, da se počutim doma. Že 58 let pa je Pihalni orkester drugi dom Jožeta Beguša. Pa zakaj tako dolgo vztrajate? Zato, ker me ne spestejo. Ne zaradi ljubezni do glasbe. To je prvo. Je eden izmed starejših članov, ki svoje znanje sedaj prenaša še na mlajše. Jaz sem amater, ljubezen do glasbe, pa vleče me. Pa včasih pravim, križ me boli, vse kako je. Križ me boli pa namšu, ampak pride ura. Grem. Tako je to. Na vaje pa prav tako že 3 leta pridno hodi tudi Eva, ki igra oboo. Članica orkestra je rada prav zaradi dobre družbe in pa seveda glasbe. Da se družimo, pa da imamo veliko prijateljev, pa pač v bistvu glasba, da nismo pač kakor staromodni godbeniki, ampak da imamo tudi nove vrste glasbe. Zgodovino tako ohranijo na modern, prenovljen način. In pri tem so jim na koncertu pomagali tudi posebni gostje. Andrej Rozman Roza je ljudsko zgodbo obarval še s humorjem in kot povezovalec poskrbel, da so se poslušalci poleg vsega še nasmejali. Še kiklico prodala bom, da zdravljenje plačala bom, ker sem nekoč ga pila premočno. Ja me stara kljuka, nehat pit ne upa, nam se vino gabi, abstinenca vabi. Na ustno harmoniko pa je zaigral Jože Andrejaš z Lectarja v Radovljici, ki na orglice igra že od svojega 8. leta. Projektu Ljudska zgodba se je pridružil povsem spontano. In tukaj je ena zgodba, Dejan Rihtarič, se pravi vodja, dirigent in pa tudi, ki se je tudi to zgodbo zmislil.
je v bistvu učitelj glasbe v Radovljici v glasbeni šoli, to je pa zraven Lectarja in je prišel, ker je eni pesmi, teh novih pesmi, naslov Lectovo srce, iskati Lectovo srce. No in to sta se najdla dva entuzijasta, ne, se pravi on pa jaz. Jaz sem potem zaigral na urnici in rekel, to pa moramo narediti, jaz sem to takoj zdaj poslal skladatelju, no in v glavnem skladatelj je to naredil in evo tega, zdaj sem pa gost tukaj. Glasbeniki so pripravili pravo popotovanje skozi zakladnico slovenske glasbe in nas spomnili na marsikatero pozabljeno melodijo. Če društva, lokalna društva stopijo skupaj in se kultura dela, dobra kultura dela skupaj. Več glav več ve, več kot nas je, lepš lahko naredimo. In predvsem se mi zdi zelo pomembno sporočilo, da kultura lahko združuje, da verjetno, če bi bili samo zborovsko prepevali, takega rezultata ne bi mogli doseči. Projekt so začeli z namenom slovensko kulturno dediščino približati ljudem. In to jim je po odzivih občinstva na Blejski promenadi tudi uspelo. Ja, prav nekaj posebenega. Meni se je zdelo, da paše v ta ambient, da je bilo, aranžmaji so bili odlični, pestri, bogati, vokali polni, spremljava sočna. Meni se je res perfekten, odličen. Mislim, da Bled je mogel to doživeti zaradi tega, ker so tudi omenjeni njegove čudese, jezero, otok, čudovito. V preteklosti se je orkester imenoval Jeseniški železarji in s himno, posvečeno njim, jeseniškim železarjem, so ljudsko zgodbo pripeljali do konca.